Kvisko, paketek 10 na Temi. Kids TV. Kvisko, malo tu, malo tam. Dober dan, otroci! Ste pripravljeni na novih 6 vprašanj? Pa začnimo. Policist, kuharica, kmet. Katerega izmed 3 pokličemo, da ulovi lopova? Kaj mislite? Policista, seveda! Na katero številko? Na številko 113. Drži! Pokličemo takrat, ko vidimo lopova, če smo videli kakšno prometno nesrečo ali če smo bili mi udeleženi v prometni nesreči. Gremo naprej na drugo vprašanje. Gasilec, žirafa, babica. Koga bomo poklicali, da pogasi požar? Kateri izmed 3 ima gasilsko cev z vodo? Gasilec, seveda! Gasilce pokličemo na številko 112. Pokličemo jih, če kje zagori, če se nam mucek zapleza na drevo in ne zna sam dol. Še enkrat me spomnite, na katero številko pokličemo gasilce? Na 112. Gremo naprej, hitro, na tretje vprašanje. Krava, pujs, raca. Katera žival izmed 3 na sliki muka? Mu. Že veste? Krava muka. Mu. Moški kravi rečemo bik, mladičku pa tele. Krava nam da mleko in iz mleka lahko naredimo jogurt, sir, same dobrote. Četrto vprašanje. Dežnik, copati, košara. Kaj od 3 stvari slik bomo potrebovali, če zunaj dežuje? Le kaj nas bo zaščitilo pred dežjem? Dežnik, seveda! Dežnik, da nas zaščiti pred dežjem, da nismo mokri. Čeprav je včasih kar prijetno brezskrbno čofotati po lužah in čutiti kapljice vode na obrazu. A ni to lušten občutek? Gremo na 5. vprašanje. Lev, tiger, kača. Katera od 3 živali sika? Katera od 3 živali? Kače sikajo, tako je. Veste, da kače živijo skoraj povsod, razen na mrzli Antarktiki jih ni. Poznamo pa jih več kot 3000. Veste kaj še? Kače nimajo vek, njihove oči so ves čas odprte. Ja, tudi takrat, ko spijo. Prav ste slišali. Gremo naprej. Žirafa, gorila, krokodil. Katera od 3 živali na sliki je zelene barve? Je to žirafa, gorila ali krokodil? Jap, krokodil je zelene barve. Veste, da so krokodili živeli že v času dinozavrov. Wow, tako zelo so že stari. Poznamo pa prave krokodile, aligatorje, kajmane in gavijale. Kvisko, to je to. Kvisko, malo tu, malo tam. Hej, otroci, Diana spet tu. Za vas sem pripravila novih 6 vprašanj. Ste pripravljeni? Pa začnimo. Tiger, lev, medved. Katera od 3 živali ima rada med? Le katera od 3 je najbolj sladkosneda? To je medved, seveda. Veste, nič se ne boji čebel. Če si zaželi medu, spleza na drevo, s šapo seže v čebeli panj in si privošči sladek med. Njam. Gremo naprej na drugo vprašanje. Pikapolonica, kačji pastir, čebela. Katera izmed 3 živali ima črne pike? Kaj mislite? Tako je, to je pikapolonica, prihaja iz družine hroščev. Ste vedeli, da niso samo rdeče barve, lahko so tudi rumene ali oranžne. Pravijo, da pikapolonice prinašajo srečo, če se ustavijo na nas. In že je tu tretje vprašanje. Policijski avto, lisice,
kapa. S čim bo policist prišel najhitreje na kraj nesreče? Kaj mislite? S policijskim avtomobilom, seveda. Policisti ga uporabljajo, da čim prej pridejo na kraj nesreče. Uporabljajo ga tudi za prevoz osumljencev ali za patruliranje na različnih območjih. Gremo naprej, 4. vprašanje. Traktor, raketa, vesoljsko plovilo. Kaj vozi kmet na kmetiji? Se vam zdi težko vprašanje? Seveda traktor vozi, kakopak! Ste vedeli, da je traktor delavni stroj, s katerim so zamenjali živalsko vlečno moč na kmetiji? To pomeni, da so včasih plug za sabo vlekli voli ali konji, danes pa vse to počne traktor. In že smo pri naslednjem vprašanju. Jabolko, hruška, pomaranča. Kateri izmed 3 sadežev je oranžne barve? Kateri je oranžen? Seveda, to je pomaranča. Veste, da je pomaranča eden najbolj zdravih sadežev, ki so nam na voljo po zimi. Ima veliko vitamina C, zato le spijte kakšen kozarček pomarančnega soka. Jagoda, ananas, banana. Kateri izmed 3 sadežev je rumene barve? Kateri je enake barve kot sonce? Tako je, to je banana. Banana je enake barve kot sonce, rumena. Ste vedeli, da banane nimajo samo rumenega olupka? Lahko je tudi zelen, rdeč ali celo vijoličen. Kvisko, to je to. Kvisko, malo tu, malo tam. Dober dan, otroci! Ste pripravljeni na novih 6 vprašanj? Seveda ste. Pa začnimo. Grozdje, češnje, hruška. Katero sadje je rdeče barve? Katero izmed 3 je rdeče barve? A že veste? Češnje so rdeče, seveda. Rdeče češnje rada jem, črne pa še rajši. V šolo tudi rada grem, vsako leto rajši. Le kdo ne mara okusnih češenj? Gremo naprej na drugo vprašanje. Kaj počne fant na sliki? Si umiva zobe, se oblači ali prepeva? Zobe si umiva, kakopak. Če jih boste zjutraj in zvečer pridno umivali, si lahko zapojete pesmico Moji beli zobki, kakor sneg se svetijo. In že je tu 3. vprašanje. Maček, riba, želva. Katera žival izmed 3 na sliki mijavka? Mjau, mjau. Mucek mijavka. Ste vedeli, da maček nikoli ne pade na hrbet? To pa zato, ker se lahko v zraku zasučejo s hrbta na trebuh v manj kot 2 sekundah. Veste, kako je to hitro? 1, 2 in že je na nogah. Gasilski tovornjak, gasilni aparat, vodni hidrant. Katera stvar slik sodi med vozila? Je to gasilski tovornjak, gasilni aparat ali vodni hidrant? Gasilski tovornjak, seveda. Če potrebujemo pomoč gasilcev, pokličemo na številko 112, povemo, kdo smo in kje gori. In že so na poti možje v rdečem. Gremo na naslednje vprašanje. Dežni plašč, krilo ali pustni kostum? Kaj si oblečemo, ko zunaj dežuje? Dežni plašč, to pa je koristno oblačilo, kaj ne?
Dežni plašč in škornji nas zaščitijo, da nismo čisto premočeni, obenem pa se lahko brezskrbno igramo na dežju. Kaj ne? Gremo naprej. Metulj, limona in strašilo. Kdo oziroma kaj leti po zraku? Ste že kdaj videli limono leteti? Kaj pa strašilo? Metulj leti po zraku. Poznate tisto pesmico? Metuljček, cekinček, ti potepinček, kje si pa bil, kje si pa bil? Je medek pil, kaj ne? Kvisko, to je to. Kvisko, dinozavri. Dober dan, otroci! Teta Diana sem vam pripravila nova vprašanja, tokrat o dinozavrih. Pa začnimo. Kateri izmed 3 dinozavrov ima 3 roge? Je to brahiozaver, triceratops ali iguanodon? Kaj mislite? Tako je, to je triceratops. Med dinozavri je zlahka prepoznaven, saj je imel 3 velike zašiljene rogove in dolgo koščeno ovratnico, s katero se je branil. Živel je v obdobju krede. Gremo naprej na drugo vprašanje. Zanima me, kateri izmed 3 dinozavrov je največji. Je to tiranozaver, pteranodon ali parazaurolov? Kaj mislite, kateri je največji? Res je, to je tiranozaver. Bil je eden največjih kopenskih mesojedcev, ki so kdajkoli živeli na Zemlji. Dolg je bil 14 metrov, težek pa približno 8 ton. Visok je pa lahko bil tudi 6,5 metrov. Tretje vprašanje. Kateri izmed 3 dinozavrov ima koščen rog na glavi? Je to ankilozaver, pleziozaver ali parazaurolov? Kateri ima koščen rog na glavi? Tako je, to je parazaurolov. Veste, bil je zelo nenavaden dinozaver. Dolg je bil približno 10 metrov, tehtal pa je slabe 3 tone. Na vrhu glave ima koščen rog, ki je bil zelo dolg. Dolgo so mislili, da je bil vodna žival, pa v resnici ni, je kopenski dinozaver. Gremo naprej na naslednje vprašanje. Kateri izmed 3 dinozavrov ima trikotne plošče na hrbtu? Je to stegozaver, spinozaver ali pahikefalozaver? Pravilen odgovor, stegozaver. Veste, z dolgimi trikotnimi ploščami in koničastim repom je bil eden najzanimivejših dinozavrov, kar jih poznamo. Bil je precej miren in rad je jedel rastline. Glede na telesno velikost ima najmanjše možgane od vseh dinozavrov. Gremo dalje. Kateri izmed 3 dinozavrov je znal leteti? Je to pleziozaver, pteranodon ali ankilozaver? Kateri je letal na nebu? Pteranodon bo pravilen odgovor. Ogromen, pticam podoben pteranodon je leteči kuščar. Najraje je jedel ribe, živel pa je v obdobju krede pred približno 80 milijoni let. Ste pripravljeni na novo vprašanje? Kateri izmed 3 dinozavrov je imel najdaljši vrat? Je to parazaurolov, brahiozaver ali pahikefalozaver? Brahiozaver, seveda, tehtal je med 30 in 50 ton, bil je eden najtežjih dinozavrov iz obdobja Jure. Sobival je z drugimi velikani, kot je na primer diplodok. Diplodok je bolj podoben mostu, medtem ko je brahiozaver v drži bolj podoben žirafi. Gremo naprej. Kateri izmed 3 dinozavrov je bil podoben krokodilu na visokih nogah? Je to spinozaver, triceratops ali tiranozaver? Spinozaver, tako je, bil je podoben krokodilu na visokih nogah in je bil eden največjih kopenskih mesojedcev, kar jih je kdaj živelo na našem planetu. Dolg je bil 16 metrov, težek 11 ton, živel pa je v obdobju krede. Novo vprašanje, ste pripravljeni? Kateri izmed 3 dinozavrov je imel koščeni oklep?
Je to pteranodon, ankilozaver ali iguanodon? Ankilozaver, seveda, bil je varen v zavetju koščenega oklepa, branil pa se je tako, da se je vstopil ob tla, če ga je plenilec skušal napasti. Če je vsiljivec vztrajal, ga je včasih tudi napadal. Na repu je imel namreč težek kij, s katerim je nasprotnikom lahko zadal nevaren udarec. Kvisko, to je to. Kvisko živali. 5 novih vprašanj imam za vas, otroci. Dobro me poslušajte. Nosorog, lev, zebra. Katera od 3 živali na sliki ima rog na nosu? Le katera od 3 živali na sliki? Nosorog! Veste, nosorog je zelo velik in težek. Njegova posebnost je rog na nosu, zato ga imenujemo nosorog. Nekateri imajo en, nekateri pa celo 2 rogova. Največja vrsta nosorogov so beli ali širokousti nosorogi. Gremo naprej na drugo vprašanje. Žirafa, opica, zebra. Katera od 3 živali na sliki je zelo podobna konju? Kaj pravite, katera? To je zebra! Vsaka zebra ima drugačen vzorec prog, tako se med seboj lažje prepoznajo. Veste, zebre živijo na sušnem področju afriške savane. V obdobju z malo dežja si iščejo vodo, tako da hodijo kilometre in kilometre daleč, da bi jo našle. Gremo naprej na tretje vprašanje. Slon, kača, tiger. Katera od 3 živali na sliki je plazilec? Katera se ves čas plazi po tleh? Kača je pravilen odgovor. Kače so plazilci. Prekrivajo jih čvrste luske, med katerimi imajo raztegljivo kožo. Kače lahko živijo skoraj povsod, večina pa jih živi v toplih območjih. Kačje telo nikoli ne preneha rasti, ko ji koža postane pretesna, jo sleče. Gremo dalje. Žirafa, opica, nosorog. Katera izmed 3 živali na sliki je najvišja? Žirafa je najvišja. Žirafa je tako visoka, da mora zelo razširiti prednje noge, da bi se sklonila do tal in pila vodo. Je liste in poganke dreves in rečemo ji prežvekovalka, zato ker ves čas prežvekuje. Še zadnje vprašanje. Slon, lev, tiger. Katera od 3 živali na sliki ima grivo? Le katera ima grivo? Dobro premislite. Lev ima grivo. Lev je velika mačka, lahko je težji od 3 odraslih ljudi. Samci imajo okoli glave dolgo dlako, ki ji rečemo griva. Živijo v družinskih skupinah, ki jih imenujemo krdela. Kvisko, to je to. Kvisko, malo tu, malo tam. Dober dan, otroci! Spet smo skupaj. Teta Diana je za vas pripravila novih 6 vprašanj. Začnimo. Oven, zajec, pujs. Katera žival izmed 3 na sliki ima najdaljša ušesa? Katera izmed 3? Zajec ima najdaljša ušesa, seveda, ima pa tudi mehko, gosto dlako, ki jo zamenja spomladi in jeseni. Od vseh čutil ima najbolj razvit sluh, to pomeni, da zelo dobro sliši. Tudi vidi odlično, podnevi in ponoči. Gremo naprej na drugo vprašanje. Žoga, srce, lubenica. Katera izmed 3 stvari je okrogle oblike? Žoga je okrogla, seveda. Poznamo pa več različnih, tako za košarko, odbojko, nogomet, tenis, rokomet. Žoga je res super, zabavna in uporabna. Jo imate tudi vi? Res? Kakšno pa? Dežnik, raketa, metulj. S čim oziroma s kom bomo poleteli v vesolje? Hmm. 5
Z vesoljsko raketo, seveda. Vesoljsko izstrelišče je prostor za izstreljevanje vesoljskih plovil, podobno kot je pomorsko pristanišče za ladje ali letališče za letala. Prvi človek, ki so ga izstrelili v vesolje, pa se je imenoval Jurij Gagarin. Gremo naprej na 4. vprašanje. Mravlja, lisica, žaba. Katera izmed 3 živali je prav zvita zver? Lisička je prav zvita zver, pod skalco ima svoj kvartir, pa z repkom miklja, pa s kremplji prasklja, pa vpraša, če lovec doma. Gremo naprej na naslednje vprašanje. Nosorog, gorila, gosenica. Katera žival izmed 3 je najbolj podobna človeku? Katera je nam najbolj podobna? To sprašujem, ja? Gorila, res je. Gorila je ena izmed najmočnejših živali, ki živi v odročnih predelih afriške džungle. Rade jejo listje, semena, sadje. Gorile se gibajo bolj kot ne na tleh, mladički pa zelo radi plezajo po drevesih in se igrajo v drevesnih krošnjah. Gremo naprej na naslednje vprašanje. Policijski avto, čebela, vesoljsko plovilo. Kaj od 3 stvari slik ne leti? Ste me dobro slišali? Kaj ne leti? Policijski avto ne leti, tako je. Ta ne leti, temveč se pelje po cesti. Ne pozabite, da policijo pokličemo na številko 113, če seveda potrebujemo njihovo pomoč. Kvisko, to je to. Kvisko, živali severa. Ste pripravljeni na novih 5 vprašanj? Pa začnimo. Los, rakun, lisica. Katera od 3 živali na sliki spada v družino jelenov? Kaj mislite, katera izmed 3? To je los! Ste vedeli, da je največja žival, ki jo najdemo v severnih gozdovih? Hkrati je največji predstavnik družine jelenov. Potem, ko se ima s samico zelo rad, odvrže rogovje. Spomladi pa mu zraste novo. Je zelo dober plavalec in rad se potaplja. Gremo naprej na drugo vprašanje. Polarni medved, sova, pikapolonica. Katera od 3 živali na sliki je bele barve? Katera je bele barve? To je polarni medved, je velik sesalec, zver iz družine medvedov. Živijo približno 30 let, to je nekoliko manj kot sem jaz zdaj stara. So odlični plavalci, izjemno hitri, več kot zlahka prehitijo človeka. Tretje vprašanje. Sinji kit, kačji pastir, maček. Katera izmed 3 živali na sliki je največja na svetu? Največja. Kaj mislite? To je sinji kit, seveda. Tudi največje kopenske živali so v primerjavi z morskim velikanom mečkane. Sinji kit je največja žival na svetu. Spada med najbolj glasne sesalce. En sam sinji kit pa tehta kot 30 odraslih slonov. Gremo na naslednje vprašanje. Mrož, vidra, surikata. Katera od 3 živali na sliki ima okle? Le katera od 3? To je mrož. Veste, mroži imajo zelo debelo kožo, tako brez težav živijo v ledenih vodah. Svoje okle med spanjem uporabljajo kot oporo, na kateri jim sloni glava. Še zadnje vprašanje za vse vas. Tjulenj, antilopa, polž. Katera izmed 3 živali na sliki živi na plavajočem ledu? Se vam že sanja katera? Tjulenj. Tjuljni imajo gladko dlako srebrno-sive barve, ki ne prepušča vode. So zelo družabne živali in živijo v velikih skupinah. Če tjuljna kaj vznemiri, hripavo laja in jezno renči. Če pa se mu zgodi kaj hudega, ga oblijejo solze. Kvisko, to je to. Kvisko,
Dinozauri drugič. Ste pripravljeni na nova vprašanja? Aha, teta Diana sem se tudi tokrat potrudila za vas. Pa začnimo. Kateri izmed 3 dinozavrov je bil rastlinojedec? Je to igvanodon, spinozaver ali tiranozaver? Tako je, igvanodon je bil rastlinojedec. Je star med 120 in 130 milijonov let in se je pojavil na začetku krede. Živel je v toplem in vlažnem podnebju, po savanah in močvirjih pa je potoval v tropih. Gremo naprej na drugo vprašanje. Povejte mi, katera izmed 3 živali je obstajala že v času dinozavrov? Je to kamela, krokodil ali surikata? No, katera je obstajala že v času dinozavrov? Tako je, to je krokodil. So ena izmed redkih živali, ki so na svetu že od prazgodovine in so bili družba že dinozavrom. Nekateri krokodili živijo v sladkih vodah, drugi v morjih, so pa mesojedi. Gremo naprej na tretje vprašanje. Povejte mi, ali veste, kaj pomeni beseda dinozaver? Je to enako kot zver, strašni kuščar ali pošast? Tako je, beseda dinozaver pravzaprav pomeni strašni kuščar. Paleontolog Richard Owen je tisti, ki si je izmislil besedo dinozaver, skoval pa jo je iz grških besed dinos in saura, kar pomeni strašni kuščar. Zdaj pa me zanima, ali veste, kako rečemo osebi, ki proučuje izumrla živa bitja? Je to znanstvenik, paleontolog ali detektiv? Paleontolog je pravilen odgovor, prav on preučuje izumrla živa bitja, pri tem si pomaga z na primer fosilnimi ostanki kosti, zob, listov, so kot pravi detektivi za zgodovino in včasih najdejo prav neverjetne sledi. Gremo naprej. Zakaj so dinozavri izumrli? Zaradi vrste naravnih katastrof, zaradi klimatskega segrevanja ali zaradi epidemije? Se vam zdi pretežko vprašanje? Joj, stiskam pesti, da ne. Na Zemlji se je zvrstilo več naravnih katastrof, vulkanski izbruhi, na Zemljo so padli velikanski meteoriti iz vesolja, ki so povzročili cunamije in požare. Nič več ni sijal sonček na Zemljo in zavladala je dolga noč. Tako so v nekaj letih dinozavri izumrli. Gremo naprej. Kateri izmed 3 dinozavrov je morski? Je to parazaurolov, brahiozaver ali pleziozaver? Pleziozavri so bili veliki morski kuščari, ki so živeli v zgodnjem obdobju Jure. Običajno so imeli močno široko telo, kratek rep, zelo dolg vrat in majhno glavo. Njihova značilnost so bile 4 plavuti. Še zadnje vprašanje. Kateremu izmed 3 dinozavrov rečemo tudi koščenoglavec? Je to spinozaver, pahikefalozaver ali tiranozaver? Pahikefalozaver je znan tudi kot koščenoglavec. Kost, ki je ščitila možgane, je bila vsaj 20-krat debelejša kot pri običajni dinozavrovi lobani. Nekateri znanstveniki menijo, da je ta prilagoditev samcem omogočala, da so se s tekmeci borili za ozemlje, tako da so se zaletavali z glavo drug v drugega. Kvisko, to je to. Kvisko, malo tu, malo tam. Za vas imam novih 6 vprašanj. Poglejte ga, tole je astronaut. Povejte mi, s katero izmed 3 slik bi ga povezali. Je to slika, na kateri je vesoljska ladja, ali slika, na kateri je votlina, ali slika, na kateri so piramide? Kaj mislite, da bo astronautu najbolj prav prišlo, ko bo želel poleteti v vesolje? Tako je, to je vesoljsko plovilo, ki je vozilo, katero lahko potuje skozi vesoljski prostor. Če ima plovilo človeško posadko, potem je govora o vesoljski ladji. Če pa je brez posadke, se imenuje vesoljska sonda. Gremo naprej. To je faraon.
Veste, faraon je bil naziv za vladarja v starem Egiptu, vladal je vsemu ljudstvu. Povejte mi, s katero izmed 3 slik bi njega povezali. Je to z votlino, s piramidami ali vesoljsko ladjo? Dobro razmislite. Seveda s piramidami. Veste, Egipčani so gradili piramide, v katere so pokopavali svoje kralje in faraone. Piramide so bile v resnici taki ogromni grobovi. Tole je pračlovek. Zanima me, ali veste, kje si je našel dom. Je to v gradu, v hiši ali v votlini? To je človek, ki je bil precej drugačen od nas. Živel je davno v kameni dobi. Takrat so izdelovali preprosto orodje in orožje iz kamnov in kosti. Ja, prav ste slišali. Tako je, dom so si našli v votlinah. Praljudje so bili prvi ljudje, ki so živeli na zemlji. Takrat še niso znali graditi hiš, zato so se pred slabim vremenom ali nevarnimi živalmi zavarovali tako, da so si poiskali zavetje v naravi. Na prvi sliki je planet Venera, na drugi planet Zemlja, na tretji pa planet Mars. Zanima me, ali veste, na katerem planetu živimo mi? Težko vprašanje. Res je, na Zemlji živimo. To je eden izmed planetov Osončja ter planet, na katerem se nahajata življenje, tekoča voda in človeštvo. Po oddaljenosti od Sonca je 3., po velikosti pa 5. planet Sončevega sistema. Gremo naprej. Kdo že živi na planetu Zemlja? So to dinozavri, ljudje ali vesoljci? Pozabila sem, potrebujem vašo pomoč. No, kdo živi na planetu Zemlja? Tako je, ljudje živimo na Zemlji. Včasih so na njej živeli tudi dinozavri, ampak so izumrli, tako da njih ni več. Vesoljci, če seveda obstajajo, pa se potepajo nekje v vesolju. Še zadnje vprašanje. Zanima me, ali veste, zakaj si moramo umivati zobe zjutraj in zvečer? Je to zato, ker sta mami in oči tako rekla, ali zato, da odstranimo ostanke hrane? Tako je, zobe umivamo, da odstranimo ostanke hrane med zobmi. Če jih ne odstranimo, v zobkih nastanejo črne luknjice, to pa zelo, zelo boli. Zato le pridno umivajte zobke zjutraj in zvečer. Kvisko, to je to. Kvisko, malo tu, malo tam. Za vas imam novih 6 vprašanj. Pa začnimo. Povejte mi, zakaj moramo spati? Zato, ker sta mami in oči tako rekla? Ali zato, ker naše telo potrebuje počitek? Zakaj mislite, da je dober spanec? Tako je, naše telo potrebuje počitek, ker smo bili cel dan dejavni, si moramo čez noč nabrati novih moči. Poleg tega pa med spanjem naše telo raste. Ste vedeli to? No, zdaj veste. Povejte mi, ali veste, zakaj je ravno lev kralj živali? Je to odgovor A, ker kamela ni želela biti, odgovor B, ker je lev ena najmočnejših živali, ali odgovor C, ker so ga druge živali izglasovale? Seveda, ker je lev ena najmočnejših živali. Spi z odprtimi očmi, zelo hitro teče in njegovo rjovenje vzbuja strah. Poleg vsega pa se ponaša s krasno grivo. Zanima me, zakaj lahko kamela zdrži več dni brez vode? A, ker si je kupila flašo z vodo, B, ker ima dodaten želodec v ta namen, ali C, ker je v puščavi, kjer živi, vode na pretek. Tako je, da lahko zdrži več dni brez vode in omogoča dodaten želodec, kjer ima shranjeno vodo. V grbi ima tolščo in zato dolgo zdrži tudi brez hrane. Se pravi, mi na izlet nesemo nahrbtnik, kamela pa grbo ali 2. Gremo naprej. Zakaj lahko riba diha v vodi? A, ker ima potapljaško masko, B, ker pride na površje po kisik, ali C, ker dobi kisik v vodi.
ker dobijo kisik v vodi, seveda. Enako kot mi, tudi ribe potrebujejo kisik. Dobijo ga v vodi, mi pa iz zraka. Ribe dihajo s škrgami, z dihalnimi organi, ki jih imajo ob strani pri glavi. Zanima me, zakaj so povodni konji radi v blatu? A, ker so radi umazani, B, da se zaščitijo pred soncem, ali C, ker jim je dolgčas. Kaj mislite, kateri odgovor je pravilen? Tako je, da se zaščitijo pred soncem. Blato za povodne konje predstavlja nekakšno kremo za sončenje. Ja, mi vzamemo kremo za sončenje, povodni konj pa se povalja v blatu. In še zadnje vprašanje. Želva, rakovica, hobotnica. Katera izmed 3 živali ima lovke? Katera ima, če sem natančnejša, 8 lovk? Hobotnica, res je, ta spada v red mehkužcev. Živi v svetovnih morjih, predvsem na koralnih grebenih. Za vse hobotnice je značilno, da imajo 8 lovk, iz česar tudi izvira njihovo znanstveno ime – oktopus, osmeronogi. Kvisko, to je to.